Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj in hvala, da ste se udeležili te izjave. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve sem prevzela pred 2 mesecema in po temeljitem pregledu poslovanja lahko z gotovostjo povem, da finančno stanje ni takšno, kot bi moralo biti. Načrtovanje sredstev za letošnjo leto je bilo, če povem zelo blago, najmanj neustrezno. Glavni razlog za to je neupoštevanje dviga minimalne plače, ki je izrazito zarezal v načrtovane odhodke našega ministrstva in povzročil visok primanjkljaj. Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme. Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve, dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Danes se tako zaradi tega neustreznega načrtovanja soočamo s skoraj 180 milijoni evrov primanjkljaja. Od tega za starševska nadomestila in otroške dodatke nam manjka 83 milijonov. Na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence, nam zmanjka 52 milijonov. Za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek je premalo planiranih 26 milijonov, za plače zaposlenih v varstveno-delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo pa nam manjka 16 milijonov evrov. Zavedam se, da to niso le proračunske postavke, ampak da za vsako številko stojijo ljudje. To so družine, starejši, invalidi in posamezniki, ki pomoč najbolj potrebujejo. S celotno ekipo na ministrstvu se trudimo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili in da ljudje zaradi neodgovornega načrtovanja ne bi bili prikrajšani. Bi pa na tem mestu želela tudi poudariti, da bo področje socialnih transferjev v tem mandatu eno od področij, ki mu bomo namenili posebno pozornost. Saj si želim, da bi le-ti socialni transferji dosegli svoj namen. Kot sem povedala že na zaslišanju, sem zelo velika zagovornica socialne države. Trdno pa zagovarjam tudi, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči in da je socialna pomoč za tiste, ki delati ne zmorejo in ne za tiste, ki delati nočejo. In verjamem, da to lahko tudi dosežemo. Hvala. Hvala lepa ministrici, da se vabim na vprašanje. Lepo vprašanje. Lepo prosim, če bi lahko prišla za govorniški oder oziroma k mikrofonu. Jaz bi najprej vprašala, kakšno je vaše stališče do napovedanega referenduma glede socialnih pomoči? Prvo vprašanje. Drugo pa, ali se konkretno kaj, oziroma kaj konkretno na področju transferjev se pripravlja? Ja, z referendumskim vprašanjem sem seznanjena in tudi ena od zavez v koalicijski pogodbi je, da bi se prejemnike denarne socialne pomoči vezalo na neko opravljanje dela in se mi zdi, da če to vežemo na opravljanje družbeno koristnega dela, zadeva, ki bi pokazala, da tudi tisti prejemniki denarne socialne pomoči, ki še niso uspeli priti na trg dela, da so pripravljeni, da nekaj pripomorejo k naši družbi in da so pač pripravljeni nekaj za to narediti, da se aktivno udeležujejo. Menim, da je tudi zelo pomembno, da se vključujejo vsi v družbo, ker dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi na splošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposelnost ljudi in v večjo stagnacijo samih teh oseb.
Glede same socialne pomoči ste me vprašali tudi, kakšne načrte imamo. Predvsem se mi zdi tukaj zelo potrebno okrepiti nadzor na terenu. To se bo lahko naredilo z pregledovanjem tudi evidenc brezposelnih oseb in z ugotavljanjem razlogov, zakaj se te brezposelne osebe ne morejo vključiti na trg dela in da vidimo, ali so razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti ali pa se ne želijo vključiti. Hvala lepa. Lepo zdrav, Nejc Krevs, Televizija Slovenija. Gospa ministrica, omenili ste, da boste primanjkljaj na tukih področjih. Kakšna je vaša strategija, da boste na nek način to poskušali zakrpati? To je eno, drugo pa morda še vprašanje dolgotrajne oskrbe, kako se bo to financiralo, kakšen je vaš način? Ja, primanjkljaj na našem ministrstvu, tako kot sem rekla, je približno 180 milijonski in tukaj se mi zdi zelo pomembno poudariti, da odhodki našega ministrstva skoraj v 96% predstavljajo zakonske obveznosti. In to so zakonske obveznosti in ta denar prihaja do najbolj ranljivih ljudi, tako da se zavedamo, da je ta primanjkljaj potrebno nekako nadomestiti iz ostalih področij. Točnega odgovora na to, iz katerih področji bomo ta denar nadomestili, še nimam. Je pa dejstvo, da se bomo morali s tem ukvarjati ne samo na našem ministrstvu, ampak tudi na Ministrstvu za finance in na področju celotne vlade. Glede dolgotrajne oskrbe, le-to se bo, kot sem tudi že povedala na zaslišanju, je naša osnovna prioriteta odprava krivic, ki se dogajajo sedaj, ko stanovalci s primerljivimi potrebami plačujejo s primerljivimi storitvami plačujejo različno ceno in to se bo financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Tukaj že imamo narejen načrt, delamo res intenzivno na tem, da te krivice čim prej odpravimo. Saj se nam zdi to zelo pomembno, da skrbimo za naše starejše in da res plačujejo za primerljive storitve ali pa celo za enake storitve enak znesek. Hvala lepa. Mogoče še naprej v dolgotrajni oskrbi, koliko izbranih sredstev na tej postavki? Zdaj, prav o številki, koliko je zbranih sredstev na tej postavki, moram reči, da na pamet iz glave ne vem, ampak na tej postavki za dolgotrajno oskrbo je sredstev dovolj zaenkrat, tako da sredstev tukaj ne primanjkuje. Kaj pa nameravate s prispevkom za dolgotrajno oskrbo? S prispevkom za dolgotrajno oskrbo, tako kakor je že bil sprejet zakon, ki sicer še ni stopil v veljavo, je na Ustavnem sodišču, je namen to, da ga upokojenci ne plačujejo, drugače pa v tem trenutku sprememb na tem področju ne načrtujemo. Mogoče še čisto splošno, kako ste zadovoljni z razrezom sredstev, kot ga predvidevajo izhodišča? Ja, se bomo morali še boriti za sredstva, ki jih predvidevajo ta izhodišča, tako da verjamem, da na koncu bomo dosegli nek dogovor in soglasje, da to našo 180 milijonsko luknjo tudi nekako zakrpamo. Najlepša hvala. Prosim. Pozdravljeni, Urška Valjavc, Radio Slovenija. Glede informacijskega sistema in dolgotrajne oskrbe, kaj nam lahko poveste? Bo nov razpis, kako je s tem? Ja, na primopredaji sem bila seznanjena s tem, da je stari razpis oziroma pogodba, ki je bila sklenjena, da se je prekinila, tudi ni imela nobenih finančnih posledic, kar je zelo dobro. Izvajalec, ki je skušal narediti ta sistem, temu ni bil kos, tako da zdaj smo v proučevanju tega, ali gremo v nov javni razpis ali pa proučujemo tudi možnost, ali je možno to vkomponirati v naš obstoječi informacijski sistem ISCSD2. Glede prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so morebiti, torej, ki jo prejemajo neupravičeno, a so kakšne podatke, se ve, koliko mogoče rezerve še tukaj možnosti, da bi se kakšne jih bolj aktiviralo torej, na trg dela oziroma da bi potem bolj pravično prejemali to denarno socialno pomoč, kot pravite? Zdaj težko govorim o tem, koliko je kršiteljev
med prejemniki denarne socialne pomoči oziroma koliko je tistih ljudi v evidenci brezposelnih oseb, ki so zmožni za delo. Tako da to bo ena od prioritet, ki se jo bomo morali lotiti, ne samo naše ministrstvo, ampak predvsem v sodelovanju z ministrstvom, ki je sedaj pristojno za delo, in prepričana sem, da tukaj so rezerve. Samo še eno vprašanje, kadri v dolgotrajni oskrbi. Kako privabiti nove ljudi, da bodo delali v tem sistemu? Ja, tukaj lahko iz lastnih izkušenj povem, da je težava predvsem v samem načinu organizacije dela, na tem, kakšne delovne pogoje se tem zaposlenim nudi, in se izhaja predvsem iz tega, da je zaposlenih premalo. Zdaj, v domovih za starejše so ravno ti zaposleni, ki neposredno delajo z stanovalci, večinoma na minimalnih plačah. In jim boljše in delovne pogoje in tudi plačilo nudijo v drugih podjetjih, tudi v raznih trgovskih verigah. Tako da mislim, da bomo morali nekaj narediti tudi na tem, da bo bilo delo v domovih za starejše bolj privlačno, tako iz finančnega vidika, kot tudi iz samih pogojev dela. Hvala lepa. Še vprašanje. Omenila ste, da ni bilo dosti upoštevan dvig minimalne plače pa plačna reforma. V čem konkretno? Konkretno v tem, kot sem povedala, da minimalna plača se je dvignila za 16%, in od minimalne plače so odvisni tudi ostali socialni transferji od njene višine. Po pogovoru z zaposlenimi na ministrstvu pa nam je bilo rečeno, da se je pri načrtovanju upošteval le 2% dvig minimalne plače. Se pravi, tukaj gre za razliko 14%. Pri katerih transferji so na minimalno plačo vezani? Tukaj so na minimalno plačo so vezani, ker je od tega odvisno, se pravi, starševska nadomestila. Starševska nadomestila so, in to predstavljajo tudi največji odhodek iz našega ministrstva. In če se minimalna plača poveča, se povečajo tudi to. Potem se povečajo odhodki na osebni asistenci, kot plačilo za osebne asistente. In to so tisti največji odhodki, ki pri nas so zarezali v ta primanjkljaj, ali pa kot sem omenila, zaposleni in pa zmanjkalo je plače za zaposlene v varstveno-delovnih centrih in v centrih za usposabljanje. Tudi tam so osebe, ki so vezane na minimalno plačo, in je pač tudi to šlo potem vse gor. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem, ker ste prišli, in seveda tudi ministrici, in nas vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala lepa.